Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. V sredo pa je potekala seja občinskega sveta, na kateri ste obravnavali oziroma sprejeli tudi odlok o taksi službah. Ja, v sredo je potekala 8. seja občinskega sveta v 8. mandatu. Moram reči, da je bilo poleg odloka o avtotaksi službi v občini Kranjska Gora sprejet tudi odlok o občinskih taksah. Sprejet je bil tudi odlok o lekarniški dejavnosti Gorenjske lekarne in sicer po skrajšanem postopku. Tukaj je šlo samo za neko pravno formalno zadevo, ker smo vse občine ustanoviteljice gorenjskih lekarn in ker na Golniku želijo odpreti lekarno, smo morali vse občine sprejeti spremembo tega odloka. Tukaj, bom rekla, za občino Kranjska Gora sploh ni nobenega vpliva, ne na nobene proračunske postavke, sam kar bo strošek objave tega odloka. No, na dnevnem redu pa je tudi proračun za 2 leti, za 2024 in 2025, ki je v prvi obravnavi. Tako je. Moram reči, da osrednji točki te seje občinskega sveta je bilo sprejetje proračunov in sicer letos prvič občina Kranjska Gora sprejema proračuna za 2 leti, za leto 2024 in 2025. Občinski svetniki so oba dva proračuna dali v 15-dnevno javno obravnavo, ki poteka od 10. do 25. novembra. V letošnjem letu so zelo nepredvidljive vremenske razmere, od vetrolovov, plazov, in tudi občina Kranjska Gora je doživela že v mesecu juniju v Radovni kar dovolj velik vetrolov. Res je, vremenske razmere, tako kot po Sloveniji, tudi v občini Kranjska Gora ne prizanašajo. Sredi julija je bil velik vetrolom v Radovni in v dolini Vrat in v dolini Krme. Potem so nas v avgustu pestile poplave, sicer moram reči, da tukaj je občina Kranjska Gora kar srečno izšla. V zadnjem obdobju, v mesecu oktobru in sedaj v novembru, pa imamo zopet težave z deževjem in sicer se je v Tamarju sprožil plaz iz področja Cipernika, ki je zasul pot, ki vodi do doma Tamar. Del poti na desni strani je že saniran, leva pot pa bo v kratkem, ko se bodo nekako vremenske razmere umirile, ko se bo, bom rekla, malo teren osušil in se bo zadeva nasula in utrdila. Velike težave pa nam je povzročalo, bom rekla, deževje in sicer na področju ledin, to je presihajoče jezero v Ratečah, kjer je prišlo do zelo visoke višine tega jezera in ogroženo je bilo 7 hiš. Štab civilne zaščite je, bom rekla, sprožil akcijo in izdal ukrep, da se je izvedel prikop, s katerim se je nekako izvedlo odvodnavanje viška teh vod. Moram reči, da ta ukrep ni prinesel takih rezultatov, kot smo pričakovali, zato je s pomočjo regijskega štaba civilne zaščite prišla na pomoč republiška enota, posebna enota za prečrpavanje večjih količin vode, s pomočjo katerih smo pa sedaj znižali nivo ledin res na nivo, da se je nekako, bom rekla, ljudje malo bolj počutijo malo bolj varne. Poleg tega je bila pa izvedena zdajle nedavno tudi prekop vode proti italijanski strani, tako da bo en del ledin odtekal tudi na drugo stran, tako kot je to že teklo pred 20 in več leti. Hvala lepa za pogovor.